Polona, kako se je vračati v svoj domači kraj? Nenavadno, če mi po pravici, predvsem jaz sem ravno prej rekla ravnateljica osnovne šole Ivan Cankar, da sem vedela, da bo dobro. Občutki so bili malo tako mešani, ker jaz v Trboveljah nisem bila že skoraj 15 let, v osnovni šoli pa tudi mislim, da že 40 let, ampak sam sprejem, pa sama toplina ljudi, pa organizacija, ko je bilo vse to urejeno, od prve minute do zadnje, otroci, kako so se delovali. Jaz sem lahko počaščena, da sem bila lahko del tega, ampak to mislim dejansko srca, ni to neke lažne besede, pa lažno hvalisanje, ampak oni so naredili krasno preditev od olimpijskem dnevu. Krasno. So se spomini malo vrnili na osnovnošolske dni? Niti ne, ker jaz sem bila v šoli pridna. Če bi kako potegavščino ušpičila, bi mogoče bilo. So se pa vrnili v obliki dveh mojih sošolk, ena je Maja, druga je pa šla celo iz Domžal, ki je izvedla, da bom tukaj je potegnila, da me vidi, ker je njena sestra je učiteljica, Tina je učiteljica matematika, ker ona je tudi pripravila razstavo 5 močnih, najpomembnejših žensk v Trbovljah, so pripravili pod njenim mentorstvom njeni učenci, pa še drugo sošolko, tako da mislim, da je bil dan izpolnjen. Kakšni pa so spomini na Seul leta 1988 in srebrno olimpijsko medaljo? Jaz mislim, da ko smo tisto, ki je bilo konec finalne tekme na Nepadu, nekako smo se šele zavedali, kaj smo naredili. Mi smo že 4 leta prej v Los Angelesu so bile v vrhunski formi, samo pretrenirane. In smo recimo v Los Angelesu ni šlo vse tako po načrtih, medtem ko v Seulu smo bila ekipa 4 leta starejša, 4 leta smo dlje skupaj igrale in smo vedeli točno, katera mora narediti. Vzdušje je bilo pozitivno, ker smo vedeli, po kaj smo prišle. Poleg tega je pa tako, kot sem rekla, mehurček, trening, zajtrk, trening, kosilo, počitek, še enkrat trening in samo koncentracija na tisto, kar nas je vse zanimalo, na čim boljše igre. To pot nam je uspelo in smo osvojili srebrno medaljo, zadnjo medaljo za takratno Jugoslavijo, pa je itak prišla neodvisna Slovenija, Iztok Čop in tako naprej, medalje za samostojno Sloveniji. Ste edina zasavka, ki imate olimpijsko medaljo, edina ženska. Verjetno to ni kar tako, ne? Kaj vam pomenijo ti uspehi, saj so bile tudi medalje na evropskih prvenstvih? Na vezjadah, pa pokalne zmagovalke Jugoslavije, pa državna prvakinja z ekipo v Španiji. Pomenijo, tako bom rekla, jaz, kad pridem v prostor, kjer mi dajo neko priznanje za moje delo, se šele zavedam, kakšen je delež moj v slovenski košarki, ampak samo en delček. Jaz vedno pravim, košarka je zame skupinski šport. Ta košarka, ta del moje medalje je 99% dela mojega kluba Ježica. In občutki so, ne vem, jaz nisem človek, kateri bi hrepenela po nekih priznanjih, po nekih, jaz sem pa najboljša od velikih superlativih. Jaz sem zadovoljna, če se na vsake toliko časa se kdo spomne, da je ženska košarka obstajala pred letom 1991 in da sem jaz zdaj te košarke pa vse na moje generacije, kateri so bile pred mano. S tem pa, da moram še povedati, jaz osebno sem strašno ponosna na žensko košarkarsko reprezentanco, katera je ogromni uspeh dosegla. Oni so se uvrstili na petič zaporedoma na evropsko prvenstvo. Vem, da nekomu to ni bilo všeč, da pač že niso prišle dlje, ampak jaz mislim, pustimo čas v čas, ta ekipa, če bo ostala v tej sestavi z dvema glavnima, deloma, kot sta Eva Lisec pa Oblak, mora se jim nekje odpreti, kot recimo sem že rekla primerjava. Nam se v Los Angelesu z isto skoraj enako ekipo nekaj je manjkalo, ali so bile pretrenirane. Čez 4 leta se je pa vso to delo 8 let obrestovalo za medaljo in jaz samo srčno upam, da bo tudi one dobile nagrado za svoje trdo delo. V Trboveljah imate prave naslednice, tako Nika Barič kot Lea Bartelme zdaj sta odlični in predvsem pred Leo je verjetno lepa kariera, ne? Jaz bom tako rekla, jaz si želim kariero dolgo, brez poškodb, pa to, kar je vedno govorim, ni vse talent. Mi poznamo ogromno talentov, trdo delo je tisto, kar te naredi vrhunskega igralca.